Pozdravljeni, dragi moji, v novem nebeško skopu za mesec avgust. In lahko si mislite, glede na to, da je portal 88 pred vrati, kaj bomo vprašali karte. Te karte, bogove in boginje bogatstva. Lahko si mislite. Portal 88 je zelo, zelo močna stvar, ker je kolektivna stvar, veš. Energijska stvar je po celem svetu, absolutno. Bojo delali manifestacije, bojo se osredotočali, bojo meditirali na temo bogatstva in obilja. In prav je tako. Osemka bo od nekdaj veljala za najmočnejšo materialno in duhovno podporo neskončnega in dobrega. In seveda po celem svetu takrat se načrtno tudi dela ta namera, zato se bo temu pridružil tudi naš nebeško skop. Seveda, ker imamo te karte, bom vprašala, kako še močneje začeti graditi obilje, svoje sanje in svoje želje. In zdaj bomo šli na ta nebeško skop, ker verjamem, da je to tematika, ki vsakega zelo zanima. Ne pozabi pa tudi, da je portal 88 zelo močen nasplošno. Okay. Da ima izjemno moč točno tisti večer, ko sveti in ker se je toliko ljudi priklapla noter. Zato ne pozabi, da želiš poleg tega nebeško skopa, ki ti bo za tebe povedal, čemu slediti, da želiš biti z nami na meditaciji, ki aktivira denar, odnose, dobro počutje, zdravje, vse, kar hočeš, 8 aktivacij. In letos sem poimenovala to zlati levi najmočnejše pozitivne manifestacije. Veš, kaj se bo dogajalo, pa še posebna darila sem pripravila in tako dalje. Mislim, da bo letos portal 88 še toliko bolj pomemben zaradi vpliva še dveh stvari, ki potem prihajata in sta enako močni in bosta nekako vzdrževali dlje moč tega portala. In to sta 12.8. Sončev Mrk in 28.8. spet 8, kaj vidiš? A ne, 28.8. Lunin Mrk. Tudi tam sem pripravila ful lepe meditacije. Ena bo čarodejska za hrbtenico, za polnjenje celic, za take čarovniške aktivacije. In ena bo za Lunin Mrk pa bo priklic pomoči. To pomeni, angeli, kje ste, pomagite mi. Dragi pokojniki, pogrešam vas, a mi lahko stopite ob stran. Ljudje premalkrat prosijo za pomoč. Vmes bo še Michael imel bioterapijo nadaljavo in tako bomo okronali z prelepimi meditacijami bomo okronali mesec avgust. Jaz ti predlagam, da si na vse teh meditacijah, mogoče te pa pogledajo me še kakšna delavnica z boginjami, imeli bomo enkrat in edinkrat verjetno delavnico z Merlinom, utkanje Merlinove magije, vse to je bilo izbrano za mesec avgust. Zdaj pa greva na nebeško skop. Začeli bomo kot ponavadi, začnemo s kozorogi, kako boste vi gradili svoje obilje, sanje, manifestacijo. Evo, vaša karta, evo jo, vaša karta je zelena tara. Kozorogi, vi boste dobili zdaj navodilo. Bogatstvo najdeš v osvobajanju od odvisnosti. Naj ne bodo verige omejitve močnejše od tebe, saj vplivajo na vse okoliščine. Ti si močnejše biti vsake zasvojenosti. Striti vezi in preženi senco odvisnosti. Kadar se človek, dragi kozorogi, preveč drži stvari, ki ga izčrpavajo, potem naravno obilje ne more teči. In to je tukaj problem. Zelena tara je definitivno boginja, ki zdravi odvisnosti. Dragi kozorogi, če hočete več bogatstva, morate ugotoviti, katere stvari ste nekako kar odvisnih. Vas izčrpavajo, ampak vi kljub temu delate. To so lahko telesne odvisnosti, a veš, od fizičnih stvari. Recimo, dosti ljudi, sem se spomnila tako na pamet, kaj sem jaz imela včasih v preteklosti, to je bilo že dolgo časa nazaj, huda odvisnost od sladkorja, ampak mi je pa energijo, veš, kaj mi delo z energijo, veš, kako mi je energijo dol metu. Dokler nisem nekega dne rekla ne, in to je zdaj že leta, dejansko pač ni bilo te energije za mene toliko, kar bi lahko bilo. Jaz tega ful uživo spomnim. Okay. Eni imajo pač to je bila pač neka moja izkušnja, ki ti jo lahko zdaj povem. Nekateri so odvisni od telefona, zapravljajo ure in ure na telefonu, scrollajo, kje je tukaj potem plat za tvoje obile, želje pa poslanstvo. Ti rabiš energijo, fokus pa to za to, a veš?
Absolutno. Nekateri imajo to pri odnosih in zapravljajo čas za odnose, ki jih ne podpirajo, so samo žalostni v njih in vi boste sami vedeli, kaj to je, ampak če hočete novo obilje, morate te stvari enostavno spustiti. Zafija, ker ne gre se za drugega, samo prostorani. Okay? Dragi vodnarji, kaj boste pa vi delali? Torej, kako se bo pojačalo? Ena karta kar štrli ven. Šanti, bogatstvo najdeš v družbi pravih ljudi, tisti, katerih vibracija motivira tudi tebe. Obkroži se s tistimi, ki prinašajo svetlobo v tvoje življenje, saj skupaj tkete energijo, ki vodi k višjemu obstoju. Dragi vodnarji, če hočete več obilja, se začnite družiti z ljudmi, ki živijo tisto, kar vi želite imeti. Okay. Ljudje, ki vam lahko dajo nasvet, ljudje, ki vam lahko to povejo, ljudje, ki se ful dobro počute in ki se počute navdihnjene. Konkretno vodnarje bi lahko začeli izčrpavati, da se ne bi v obilju premaknili naprej, če bi za voljo tega, da nekoga pozna že ne vem koliko let, pa da sta skupaj že ne vem koliko let, da ostaneš ob teh odnosih in ob teh ljudeh samo zato, ker te pa nič ne motivirajo, nič novega ne doprinesejo, jemljajo ti pa čas in energijo. In vse, kar ti jemlje čas in energijo, absolutno potem ni noter prostora, da lahko delaš na sanjah in željah, ker pač ni časa in prostora, razumeš? To je zelo pomembno. Čas bo, da konkretno, drugi ljudje so sestavni del obilja, vsekakor, in čas bo, da načrtno začneš izbirati, kaj je dobro za tvoje sanje, za tvoje želje in kdo lahko temu kaj doprinese. To je zelo pomembno. Po vodnarjih pa ribice. Drage ribice, vaša karta. Že prej smo imeli, pri kozorogih smo imeli zeleno taro, vi ribice, vi imate pa belo taro. V redu, tudi zakaj ne. Bogatstvo najdeš v trenutku zdaj, kjer časovni stroj tvojega srca obstane. Ne beži v preteklost ali prihodnost, tu v sedanjosti se skriva prava čarovnija in obilje življenja. Drage ribice, včasih vas mogoče skrbi za prihodnost, kaj bo, zakaj bo, a bo oktobra vse v redu, a bo novembra vse v redu, kakorkoli že. Razumemo, da ste pridne in odgovorne, vendar včasih vaš mogoče preveč beži s skrbjo v prihodnost in takrat na svojo prihodnost malce, iskreno moram biti, malce obesite neko energijo, ki pa vašemu obilju, ki ga lahko tukaj in zdaj delate, ne pride prav. Čas je, da začnete to spreminjati, to naravnanost, zaradi tega, ker vsaka prihodnost se v bistvu kreira iz tega trenutka. Drugače je non-existent. In vse, kar zagledaš v prihodnosti, je rezultat tega trenutka. To se je treba zavedati. Če imate ribice kdaj težave za tem, če čute, da vas to muči, si lahko pogledate, jaz bom novembra, sicer zdaj sem pozabila, kdaj morate sami pobrskati na spletni strani, bom začela z neko novo šolo, ki se imenuje šola pomirjena skrbi in strahov. Tako da mogoče bi vam to prišlo prav tukaj, zato da pa lahko obilje in bogatstvo stečeta. Okay? Potem po ribicah imamo ovne. Dragi ovni, kako boste vi to delali? Evo jo, vaša karta. Bogatstvo najdeš v novih idejah. The best. Svet se nenehno spreminja. Prilagodi se toku sprememb in kanaliziraj sveže ideje. Tvoje inovacije bodo usmerjale prihodnost, tvojo in od drugih ljudi. Dragi ovni, vi ste neverjetno brihtna bitja, kar direktno vam bom povedala. Zelo ste brihtni, zelo ste fajn, zelo ste inovativni in fino bi bilo, da bi definitivno to začeli malo na večje in drugače uporabljati. Svet se je začel ful spreminjati, vi pa ste sposobni skanalizirati neke nove ideje, ki prinašajo, to je predvsem karta materialnega bogatstva. Ideje, ki jih imate v glavi, ne puščati ovni, dragi, samo v glavi. Začnite jih prenašati na papir in v akcijo, ker v glavi vam ne bodo prinesli nobenega obilja, samo mogoče občutek nekega
potencijala, kar je dobro, ampak čas je, da začnete ideje uveljavljati in ne rečejo pa ne zdaj, ker nekaj je, ker je to absolutno, dragi ovni, pripravljeno. Okay? Lahko si pa tudi oktobra privoščiš pri meni tečaj praktičnega kanaliziranja, ki je dober za točno take stvari. Po ovnih pa imamo bike. Dragi biki, vaša karta, ima se, može se. Lakšmi, bogatstvo najdeš v višanju svojih standardov, prepoznavanje svoje nenadomestljive vrednosti ti omogoča, da postaviš nova merila in dosežeš resnično izpolnitev. A jaz rabim zelo še kar povedati dodatno pri tej karti. Mislim, da težko še karkoli tukaj dodaš, ok? Dragi biki, finta je v tem, da se ne smete pomanjševati. Če hočete višje želje pa sanje, si je treba znati postaviti ceno. Dobesedno vam bom to povedala. Si je treba znati postaviti ceno, je treba vedeti, koliko ste vredni, koliko si zaslužite, ampak to je prvo odnos do sebe. Ko ga boste to postavili in boste vedeli, da si zaslužite velike in lepe stvari, ne da bi vas kdorkoli, še najmanj pa sami sebe, skušali pomanjševati, takrat boste zaživeli šele v pravem bogatstvu in obilju. Za vas je absolutno ključno, da naredite na svoji samozavesti to in da svet obvestite, kakšna je vrednost. Ne manjšite standardov, ne zadovoljite se z drobtinicami, ki vam jih dajo drugi ljudje in absolutno za Boga milega ne dovolite ljudem, da vam skačejo po sanjah in željah in vam karkoli sugerirajo glede njih. Aj prav, dragi biki, izjemno pomembno za vas. Ok, po bikih imamo pa dvojčke. Dragi dvojčki, vaša karta, Atena. Bogatstvo najdeš v ohranjanju svoje moči, ko se ne ponižuješ ali umikaš pred drugimi. Stoj pokončno v svoji resnici, kajti tvoja vrednost je neprecenljiva. Ko spoštuješ sebe, odpiraš vrata resničnemu obilju. Okay? Dragi dvojčki, tukaj v bistvu vaše sanje pa želje bo določali samo v bistvu to, koliko zelo boste pokazali pogum. To je Atena, to je karta poguma. Okay? Zelo pomembno je, da za svoje sanje pa želje pokažete pogum. To pomeni ne, da jih skrivate, ne, da jih imate nekje v ozadju, ne, da rečete, jaz te sanje pa želje ne bom predstavila spletu ali pa internetu, zaradi tega, ker se bojim, da bom dobil hejterje, da me bojo pljuvali in tako dalje. Ne se skrivati nekam zadnji v senco, pejte naprej na žaromete. Pogumni morate biti. Ja, vsaka svoje želje pa sanje dela na večje, jih ne naredi sam in jih mora skomunicirati s svetom, dragi dvojčki. Absolutno. Ko se ti izpostaviš svetu, to je meni popolnoma jasno. Seveda pride do tega, da včasih tudi kakšno gnilo jabolka dobiš na svoj oder, ne samo lepe rdeče vrtnice, ne? Absolutno, ampak to je pač del tega. Imejte dovolj poguma, da veste, da so vaše sanje pa želje dovolj vredno, da se izpostavite. Ne glede na to, kaj se pride zraven, ok, ampak nagrada je veliko večja kot to. To pa, ok, splača se. In potem imamo rake. Raki, čaki. Tale mi je kar takole definitivno izbrala. Raki, Zeus. Bogatstvo najdeš v trdnem prijemu svojih sanj, kjer se nikoli ne ukloniš ali odpoveš svoji viziji. Naj bo svet, če tako težaven, ustrajaj, saj so tvoje sanje semena, iz katerih raste tvoja usoda. Veste kaj, dragi raki, to ni druga karta kot ustrajanje. Svoje želje pa sanje, če se vam zdi, niso še tam, kot sem si jaz želela, da bi bile. Zakaj se ni premaknili? Zakaj to ni že da vesolje, kaj delaš, zakaj mi ne pomagaš? Razumem, včasih je frustracija lahko velika, ampak tvoje želje pa sanje rabijo sam čas in ustrajnost. Ponavljanje, delanje, ustrajnost, ponavljanje, delanje, ustrajnost. Čim se malo vmes ustaviš, potegneš sanje in obilje nazaj. In potem je, kada začneš znova in potem to še bolj izčrpava in potem se tebi zdi, da se vmes nič ne dogaja. Ni res, da se ni nič dogajalo, sam ti nisi ustrajala. Zelo morate biti previdni, dragi raki, da ne boste tega delali. Da nekaj poženete, ustavite, ker vedno začnete potem iz točke nič. Ne nadaljujete.
Zato je to veliko težje delati, kot da pri svojih željah konstantno vztrajate in bojo obrodile sadove. To je vaš ključ. To je bilo zdaj za vas zelo pomembno sporočilo. Levi, kaj boste pa vi? A ne? To je zdaj vaš mesec, a ne? Avgust, levi. Ponavad. Ok? Dobro, kaž niso tudi malo juli. Ampak, kaj boste pa vi? Bogatstvo, 8. pride pa še levsi. Levja vrata. Hator. To je še meni malo presenetilo zdaj. Bogatstvo najdeš v spominih prejšnjih življenj. Raziskuj svoje pretekle inkarnacije in aktiviraj darove iz njih. Tvoja duša je stara in modra. Imaš tudi svečeniške darove, ki ti bodo prišli prav. Oh my god, dragi levi. Vam je materialno s to karto postavil. 100%. Materialno se vam bo postavil, želje pa sanje se vam bojo postavile. Ampak kar lahko še naredite je, da temu dodate ful duhovno bogatstvo. Vse, kar hočete materialno dosežiti, aktivirati, dati na novo stopničko, kakorkoli že, s to karto simbolizira, da to naredite z duhovnostjo. Stik s tvojo dušo, da ji pokažeš, kaj ima kakšne darove, kakšne aktivacije ona lahko dela, kaj lahko zraven doda, nekaj, kar sam ti veš. To so prejšnja življenja, to je spomniti se, kdo si kot duša, to je komunicirati z dušo, to je prositi za znake, ker ti bo pomagala uresničiti dobesedno pravljico na tem planetu. Ampak preko duhovnosti, aktivacij, meditacij, ritualov, karkoli že delaš. Tako podpreš vse, kar hočeš materialno, kot želje pa sanje podpri s tem. Z-M-A-G-A. To si jaz mislim o tej karti. Da veš. Potem pa imamo tukaj device. Padla mi je ven, čakaj, da jo ujamem. Padla, letela ven. Je manja. Bogatstvo najdeš v hvaležnosti za vse, kar si dosegla. Povej si, kako močna si bila na svoji poti, tvoje srce naj bo kot ocean, globoko polno miru in hvaležnosti za vse zmage. Drage device, če bi kdaj imela občutek, joj, pa meni se to ni uresničilo, pa meni to, pa meni niso tega dali, pa meni je to pripadalo, pa razumeš? Razumem, lepo je imeti želje in sanje in lepo jih je nadgrajevati in jaz te bom pri tem definitivno spodbujala, pa vendarle moraš vedeti, da nisi brez vsega. Hvaležnost je zelo močna energija, ki ti da vedeti, da imaš sanje in želje, ki še prihajajo, ampak imaš tudi tukaj stvari, ki so posledica tvoje preteklosti. Ti živiš zdaj nekaj, kar si nekoč želela, pa sploh mogoče ne povežeš tega tvojega, veš, da si nekoč nekaj želela in zdaj to imaš. Ampak postane kar samoumevno. Bodi hvaležna zaradi tega, ker tvoja sedanjost ti je bila nekoč prihodnost, ki si jo želela imeti. Obnovi to hvaležnost in potem boš spodbudil tudi ta odnos med zdaj tvojo sedanjostjo in prihodnostjo, ki jo hočeš imeti. To je ta tvoj most. Ok? Definitivno. Bo zaradi tega stekel naprej, kar pa si želiš. Po devicah imamo pa tehtnice. Drage tehtnice, vaše obilje boste gradili kako z kraljem Arturjem. Bogatstvo najdeš v pogumnem tveganju. Tehtnice, tehtnica, da tveganje. Najboljša. Moram priznati, ta nebeško skop za avgust je fenomenalen. Kjer se odprejo vrata k neznanim možnostim. Kdor ne tvega, ne more doživeti veličine. Tudi mi, kralji, smo svojo moč krepili z drznostjo, zaupaj vase. Drage tehtnice, jaz vem, da vi ste tehtnice. Dostikrat radi premislite, razmišljate o stvarih, malo se še ustavite, mogoče bi ali ne bi, tako dalje. Ampak ta narava tehtnice bi vam konkretno zdaj v avgustu in okoli portalu 8.8 prišla prav, če bi jo malo zamenjali. Nekatere stvari, ki si jih želite, tudi če ne veste, kako se bojo izšle, skočite noter, ker bo v redu. Skočite noter, sproti jih delajte, ne rabite jih pretehtati in zahtevati od njih, da vam dajo garancijo, ker niso toaster, če hočeš garancijo, si kupaš toaster, okay? Ampak veš, to si želim, pojma nimam, kako bomo to naredili, ampak skočimo noter. Vem, da to totalno ni narava tehtnice, to se zavedam, ampak to je tisto, kar bi ti prineslo nagrade.
Malo težka naloga za tehtnice, moram priznati, tega nebeškega skopa, ampak se strinjam z njim. In kralj Artur je zelo, zelo močno biti. Lahko ga pokličeš na pomoč, da ti pomaga to narediti. Okay, jaz verjamem vate. In potem imamo tukaj škorpione. Škorpion. Bogatstvo najdeš svoje unikatnosti, ko si drzneš stopiti iz sence množice. Ne hodi po poteh drugih, saj tvoj namen iti dlje. Tvoja edinstvenost je ključ do višjih dosežkov in globjega uspeha. Dragi škorpioni, začnite delati stvari, ki jih drugi ljudje ne delajo. Razmišljajte tako, kot drugi ljudje ne razmišljajo. Naredite stvari, ki so mogoče za nekatere ljudi, ko zdaj ti kle delaš, una unikatnost, ki jo vi čute, ki jo nima noben drug na svetu, projekti, ki imate v glavi, ki še ne obstajajo, znanja, ki jih želite predajati, za katere mi absolutno še nismo slišali in si misliš, kdo bo to sprejel, če noben tega ne pozna? Vi. Za vas je pa to obilje. Zato, ker je nekaj novega, zato, ker je nekaj drugačnega, bi ljudi zanimali. Začnite delati stvari drugače, unikatno, ne slediti množicam. Vaša pot za obilje absolutno ni tam. Ok, škorpioni. In za konec še strelci. Dragi strelci, kaj pa vi? Vaša karta, pot. Bogatstvo najdeš v pogumu, da se po vsakem padcu pobereš in znova sedeš v sedlo. Otresi prah preteklosti, saj je moč v tvoji vztrajnosti. Vsak padec je le korak na poti k veličini. Strelci, zdaj smo pa videli. Dragi strelci, lahko je bilo letos, lahko je bilo prejšnja leta, verjetno je bilo za veliki izmed vas, ki to poslušate letos, če sem iskrena, kakor jaz poberam zdaj. Letos ste imeli občutek, da vas vesolje ne pusti primer. Da ste pridni, nekaj delate in kar padate in je neuspeh, neodziv, ljudje vas kaznujejo, se grdo do vas obnašajo. Čutim, da ste imeli neke stvari, ki so vas malo demotivirale, tako bom iskreno rekla, da bi vas malo demotivirale, stvari, ki ste se trudili in malo, da vam je motivacija padla, a veš. Ampak finta v tem, da se v vsakem padcu človek nauči stvari, kaj je delo narobe, kaj je preveč sam sebi dopustil in potem zna drugače. Ne misli, da če se enkrat zgodi padec, da človek ne more ponovno vstati. Razumem, padci so zelo boleči, zato se imenujejo padci. Ja, boli. Ampak vseeno, tako kot se na hitro stvari lahko obrnejo na slabo in to je dejstvo, to je pač življenje, se lahko tako na hitro obrnejo tudi na dober, čez noč. Če ti to verjameš in ponovno poskusaš, potem obilje, sanje in želje ponovno stečejo. Ne ostati na tleh, ne obsedeti. Ne konje, vidiš karto? Ne konje, ki so namenjeni za to, da stojijo, pa laufajo. Ne ga dati na tla, to so tvoje sanje pa želje, zraven vidiš tega Boga. Ne jih dati na tla, da sedijo s tabo. Ti se pober, konj naj ostane, ponovno ga zajahaj in pojdi dalje. Aj prav, dragi strelci, se lahko tako zmenimo. In to je to je naš nebeško skop in to je vaše obilje, ok? Dobili ste jasna navodila, sledite temu in ne pozabite. Meditacija, konkretno meditacija, bo najbolj ključna v tem mesecu zaradi kombinacije 8-8, zaradi sončevega mrka, zaradi luninega mrka. Vsi trije absolutno postavljajo cel mesec zelo močno energijo. Bodi z nami na meditacijah, ki vse to upoštevajo obilje, sanje, želje, polnjenje in prošnja, v nebo. Razumeš, da nam nekdo pomaga, pa še bioterapijo nadaljavo bo s tabo delo Michael. Imeli bomo tudi lepe delavnice za osebne zmage in odkanje Merlinove magije v samo manifestacijo. Vse to smo pripravili, vse nekako zapakirano okrog portala 8.8 in za pripravo na jesen ti predlagam, da si taka kratka, sladka popotovanja izbereš zase. Najdeš jih na potovanje duše.si in naj bo ta mesec za tebe naravnost magičen. Lepo se imej.